Kot smo se lahko prepričali, so današnji mladostniki o varnih točkah izredno slabo poučeni. Ja, vem, da lahko grejo mladoletniki za starše, če jih pretepajo, pa ženske, lahko se zatečejo, pa drugo pa ne vejo. Kaj pa kje je to mogoče? V Mariboru? To ne vejo. Zveza prijateljev mladine, Zavod Pekarna, Zavod PIP ali Akvarij Terarij so samo 4 od 14 varnih točk v Mariboru. Tja se lahko zatečejo otroci, ki zaidejo v težave. Po neko začasno rešitev ali pomoč, tu vedno gre samo za neke trenutne rešitve, kadar je priča bodisi nekemu kaznivemu dejanju, bodisi na poti doživi neko težavo ali stisko na poti v šolo ali kamorkoli drugam, kadar se ne more vrniti domov iz različnih razlogov. Vsaka varna točka je označena s tem znakom. V njej otroka pričakajo usposobljeni informatorji, ki mu znajo pomagati z nasveti ali ga napotiti na ustrezne institucije. Kadar otrok pride s svojo težavo, se obrne na našo informatorko tukaj, ki mu pač poskuša skozi pogovor otroka pripeljati do tega, v čem je težava, potem ali mi pokličemo policijo, starše ali pa center za socialno delo, je pa otrok lahko tukaj pri nas, dokler imamo pač odprte uradne ure. Naši informatorji in mentori so s tem seznanjeni, vejo, kako morajo ukrepati, če tak otrok pride k nam. Sicer pa mi že skoraj 20 let izvajamo en drug socialni program, ko nas otroci lahko na tom telefon pokličajo in povejo svoje težave tako čisto anonimno. V varne točke se je letos zateklo približno 25 otrok, od tega je bilo 7 resnejših primerov.